Dobrodošli nazaj, sem Nec iz Level Up Training Centra in na vrsti je video številka 2 iz serije počepov. V prvem videu smo obdelali počepe z lastno težo oziroma air squate. Prav tako smo šli skozi osnove počepa, ki bomo jih prenesli na današnji počep, zato vsi tisti, ki se še do danes niste gledali tistega videa, si ga le pogledajte. Front squati oziroma počepi z bremenom spredaj, slovenski izraz, naj bi izgledali nekako takole. Ok. Prvo in definitivno najpogostejše vprašanje je, kam postavimo roke. Preprosto, stopimo do palice in roke postavimo tik zraven ramen in če to primemo samo z dvema prstoma oziroma z blazinicami oziroma konicami prstov. Ok. Naslednja stvar je pozicija komolcev. Idealno je, da ustvarimo med nadlahtjo in rebri 90 stopinj. Vse kaj več je boljše, vse kaj manj slabše. Zakaj je to pomembno? Namreč, same palice ne držimo v rokah, ampak je na ramenih, zato morajo biti komolci visoko. Kaj se zgodi, če komolci niso dovolj visoko? Palica pade. Zato držimo s konicami prstov, komolci so čim višje ter naredimo počep. Ok, dajmo si še enkrat ogledati osnove počepa. To pomeni, stopimo malenkost širše od ramen, stopala so malenkost nazaj obrnjena in boki malenkost nazaj. Iz tega položaja se počepnemo, pri front squatu imamo komolce visoko ter kolena sledijo stopalom ter teža je na petah. Počepnemo se tako nizko, kako nizko smo zmožni obdržati hrbtenico v nevtralnem položaju. Obstaja še en prijem, katerega sicer ne bi priporočal, namreč sam prijem se ne povezuje z ostalimi gibi, ki vsebujejo front squat. Namreč vse ostale gibe, ki delamo, recimo thruster, to je počep plus potisk nad glavo, ali clean, olimpijski dvig, vsebujejo počep, pri katerem moramo držati breme na ramenih in komolce imeti visoko. Zato, vkolikor se le da, probajte uporabiti takšen prijem, vkolikor vam vaša gibljivost tega ne omogoča, pa tegale. Sedaj, lahko je krivo zapestje oziroma gibljivo zapestje ali zategnjenost katerih drugih mišic, zato je najprej potrebno ugotoviti, kaj je vaš omejevalni faktor. Sedaj, ali je front squat dejansko varen ali ne? Odgovor je, dejansko je bolj varen od večine in ga lahko delamo pod večjimi bremeni tudi brez nadzora ostalih. Kajti? Še ena stvar. V kletko, palico se iz kletke pobere iz te strani, bom razložil v kratkem zakaj. In bom najprej pokazal, kaj se lahko zgodi v primeru, da bremena nismo zmožni dvigniti. Počep, težko, težko, težko. To je to. V bistvu palica pade na tla in če ste v takem fajnem fitnessu, ko se gvihte lahko mečejo, si to lahko privoščimo. Sedaj, naslednja stvar, zakaj stopimo v kletko s palico, je zato, kajti naredimo par ponovitev in stvar postane težka in hočemo čim hitreje priti do varoval, da lahko breme varno odložimo. V bistvu, to je to glede front squatov. Če imate kakšna vprašanja ali predloge, mi pišite na info@levelup.si. Drugače pa tako kot
nam je v navadi. Se vidimo v naslednjem videu. Če vam je bil video všeč in bi želeli na mail prejemati podobne brezplačne vsebine, pojdite na levelup.si in se naročite na Level Up e-novice.